Župan občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik je omenil več projektov, ki so jih v zadnjem času vodili v tej občini. Zagotovo moramo omeniti projekt, ki smo ga peljali skoraj desetletje. Gre za projekt vodooskrbe Zgornje Dravske doline, ki je v občini Radlje ob Dravi vreden več kot 11 milijonov evrov in od tega 87% sofinanciran s strani Evropske unije. Skratka, vsi projekti, ki so bili izpeljani, so bili sofinancirani z evropskimi sredstvi. To pa pomeni, da smo naš investicijski potencial početverili in zato tudi lahko bili tako dinamični pri razvojnih projektih in izvajanju projektov. Moramo izpostaviti projekte, ki so povezani z sadjarskim centrom in pa z Centrom sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Poleg tega je bilo tudi veliko sredstev investiranih v prostočasno infrastrukturo. Odprli smo prvi večgeneracijski urbani park v slovenskem prostoru z slovenskim znanjem, z slovenskimi materiali in prvi, ki omogoča interaktivno izvajanje vadbe. To pomeni, da preko QR kode pregledate, kakšne so vadbe na posameznih orodjih in jih potem tudi tako uporabljate. Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi, se je odločil za ponovno kandidaturo, saj želi sodelovati pri realizaciji strateškega razvojnega dokumenta. Mi smo v letošnjem letu sprejeli strateški razvojni dokument, v katerega smo zapisali vse prioritetne projekte do leta 2040. In zato smo porabili veliko časa, energije, veliko občank in občanov za njihovimi pobudami. To je potrebno realizirati. In če smo to snovali skupaj, si ne predstavljam drugega, kot pa da gremo skozi to obdobje, vsaj začetek tega obdobja skupaj. Zato je to moj največji razlog za ponovno kandidaturo in verjamem, da smo v strateški razvojni dokument zapisali takšne projekte, za katere bodo večina občank in občanov ocenila, da so projekti, ki lahko Radlje postavijo na zemljevid turizma in drugih panog v sonaravnega in trajnostnega razvoja v slovenskem prostoru. In kateri so tisti projekti, izzivi, ki ga čakajo, če bo ponovno izvoljen? V tem trenutku ima občina Radlje ob Dravi podpisanih vsaj za 7 do 8 milijonov evrov pogodb vezanih na evropska in državna sredstva, ki jih je potrebno realizirati v naslednjem mandatu. To so zagotovo najprej kanalizacijsko omrežje v Radljah ob Dravi in Zgornji Vižingi. Potem je tukaj kolesarska steza med Radljami in Spodnjo Vižingo. Potem je tukaj ureditev Trškega jedra, ki je tudi že podpisana pogodba z evropskimi sredstvi. Potem je tukaj kompletna obnova dvorca Radlje ob Dravi, več kot 2 milijona evrov vredna 100% sofinancirana obnova za strani Ministrstva za kulturo. In še bi lahko naštevali teh projektov, ki so pravzaprav že odobreni, samo potrebno jih je samo realizirati. Imamo pa še kar nekaj projektov na zalogi, ki jih bomo seveda predstavili v predvolilni kampanji in potem verjamem, da nam bo jih uspelo tudi realizirati. Kaj kmalu, čez slab mesec dni, se bo videlo, ali bo prav Bukovnik tisti, ki bo sodeloval kot novi župan pri teh projektih.